obvestil svoje občane, svoje občanke na protizaščitno oziroma samozaščitno ravnanje, glede na to, da se obeta poplave oziroma povodnja, da bi znala reka Sava iz svoje struge. Trenutno imamo podatek, da je ta pretok 2221 kubičnih metrov na sekundo. V večernih časih, se pravi nekje okoli 18 uri, se predvideva porast tega pretoka tudi do 3000, 3400-500, z željo po zaščiti tako nepremičnih, predvsem pa zaščiti življenj. V končni fazi v Sloveniji že imamo eno smrtno žrtev, ki je povzročila letošnje poplave. Smo tudi aktivirali štab civilne zaščite, organizirali smo polnjenje zaščitnih vreč protipoplavnih, poklicali smo gasilce, kateri grejo opraviti tudi samo trenažo na teren, s katero bodo ugotovili morebitne potrebe po samih protipoplavnih zaščiti. Skratka, delamo vse, kar je v naši moči, da bodo te posledice, ko bodo prišle, če bodo prišle, upamo, da ne bodo v takem obsegu, kot napovedujejo, šle v najmanjši meri mimo nas oziroma z najmanjšimi posledicami. Eno cesto ste že zaprli, tam gor ali kako? Zaprt pa je po moji vednosti samo kolesarska steza oziroma kolesarska pot in pa pešpoti. Bi pa v tej priložnosti povedal, da se pričakuje spustitev, da bom prav prebral, protipoplavnega polja oziroma visokovodnega razbranilnika oziroma poplavnih območij dolvodno od nuklearke. Čimer še enkrat pozovem vse ljudi, da se odmaknejo z tega področja. Imamo namreč obvestilo, da se nahajajo tam, da slikajo, da fotografirajo. Kdor je bil priča poplavam, to ve, da v trenutku se spremeni, lahko ostane neki otok samo, ki pa potem je reševanje z tega otoka zelo težko oziroma lahko tudi usodno.